Je, sondejte slovenske krajine. Tak sta mi pravila oča pa mati. Slovenska krajina me je rodila, slovenska krajina me je redila, slovenska krajina me je vzgojila. Jaz sondejte slovenske krajine, štere je Bog stvaril na najjakšem falački zemlji. Daj mi je v Pergišči vstala najjakša lepota, jo je razstral so tu, v slovenskoj krajini. Geograf Svetozar Ilešič v znanstvenem članki Geografski pregled slovenske krajine, šteri je bil objavljen v knjigi Slovenska krajina leta 1935, tak pravi. Slovensko Pomurje ni drugega kot podaljšek ravnine, katere del je Mursko polje na desnem bregu reke Mure, od Radgone do Ljutomera, na levem bregu Mure pa se razprostira Slovenska krajina. Reka Mura sama, ki je tvorila stoletja politično mejo, pa seveda prirodno pokrajine ne loči v nobenem pogledu. Mura ni nikdar kdo ve kako ločila prebivalstva z obeh strani. Nikdar niso povsem zamrli stiki med prleškimi Slovenci Murskega polja in prekmurskimi, ogrskimi Slovenci, kljub prizadevanjem Madžarov, da bi na Muri ustvarili neprehodno bariero brez enega samega mostu od Radgone tja do Medmurja. Iz te velike pokrajinske enote nam je zgodovina izsekala večji del severno od Mure, našo slovensko krajino. Južni del slovenske krajine je široka ravnina, najobsežnejša slovenska ravan, ki jo na južnem robu meji Mura. Vso to široko ravnino, najrodovitnejšo in gospodarsko najvažnejši del slovenske krajine, deli domačini v dva dela. V ravensko, manjši, severno-zapadni del nekako do Sobote in dolinsko, večji, južno-vzhodni del od Sobote do Lendave. Severno od ravnine, nekako na črti Cankova, Puconci, Dobrovnik, Lendava, se nahaja Goričko, tretji del slovenske ravnine. Ja, tu sem jaz doma. Zato sondejte slovenske krajine. Mati Slovenka, oča Slovenec, sta si zna v prekmurskom, slovenskom jezike učala. Slovensko sta me včila molite, pa tako od dneva oča pa mate, pa od dneva oča pa mate, pa od vekov. V zime, kdaj je mraz pritiskal tako močno, kaj drevje v logi pokalo, so se deca stiskavali za toplo v pečav, pa poslušali mamco, kak so jim pripovedavali pripovestice. Ste znali, kaj že leta 1863 v slovenskom glasniki, šteri je v Celovci štampljani bil, bila objavljena prva prekmurska ljudska pripovest. Ne ste znali? Ste znali, kaj ravno ta povestica bila napisana potun, kak si ljudje v Čerenšovcaj gučali? Ne ste znali? Ste znali, kaj je bila napisana za to, kaj bi jo Slovenci na ovom kraju Mure znali, kak se v našem raju slovensko guči. Guči? Ne ste znali? Zdaj znate. Tak ide. Ednauk imela je ena mati, siromaška 3 sine, pa je nje odpravila služit in na poltinje spekla in dala pogače.
a na poti sta oviva dva starejšiva brata, mlajše mi zela pogače. Pa kak so te prišli do jednoga studenca, te sta teva dva starejšiva, toga mladoga v studenec levčila, a njeva pa ideta dele. I tak sta prišla do jednoga grofovskoga grada, pa sta tam službo dobila. A mladi si je včasih oči z vodom namazal, a oči so njemi včasih ozdravile. Kati prle, kak sta ga v studenec levčila, sta njemi oči ves pehnula. A v tistom studenci je pa bila takša voda za oči izvrašiti. A on pa zeme eden vrč te vode self. I kak je prišel do jednoga dreva, pod tistim drevom si je dol legel. I doleti ena včela i zaleti se v njega, kati je slej pa bila. A te dičak jo namaže z onom vodom, a ona mu se zafali, pa je mi je pravila: dobro, i ja bom tebi ešče na korist. A malo sledkar je pa prišel vuk. Pa, slepi, i je mi je tak napravil, da je mi je oči z vodom namazal. A te je videl, i on je mi je obečal, da je mi ešče bal na korist. A kesnej pride slepa miš in njoj tudi tak napravi, i ona njemi obeča, da je mi ešče bal na korist. A te je pa šel dele, pa je prišel ravno do tejstoga grada, kde sta oviva dva njegoviva brata služila. A i on dobi službo pri tom gradi. Ovi trije brati so se naj poznali, nego za 1 leto so se komaj spoznali. I te sta počela oviva dva starejšiva na njega mrziti, pa sta ga gledala, da bi tak pri grofi mogla napraviti, da bi ga on stiral. I tak ednog ide najstarejši brat grofi, pa je mi pravi: moj najmlajši brat zna napraviti, da vse živinje v kup prido, štere samo on ščemeti. A zato je dal grof njega k sebi pozvati, pa je mi povej, kakše stvari ščemeti, pa je mi je povedal: če mi je do zjutra spraviš, dobro, ja ti bom dal 100 rajniški, a či nej, inači smrt. A on odide v svojo hišo javčič, a ti pride k njemi vuk, pa je mi je povedal: nej se javkati, nego se sedi gor na mene, pa jaši me na se nožet, pa tam ti pridejo vse živije, štere ščeš imeti ti i grof. I tak se je dogaudilo, a živine so prišle i samo pred njim šle grofi domov i zajtra, da se grof gor stano, vidi vse, kaj je štel imeti. A to mi najmlajšemi da za to 100 rajniški. Pa ide najstarejši brat grofi, pa je mi veli: moj najmlajši brat zna napraviti, da kelku šte vrsti je v kup zrnja, da za 1 noč ba vsako po sebi. A na to ga da grof k sebi prizvati, pa je mi veli: vse zrnje, kaj je na hiži v kup zmešano, moraš napraviti, da ba vsako po sebi do zjutra. Pa či napraviš, dobro, dobiš 100 rajniški, a či nej, te pa glavo zgibiš. Na to odide, pa žalosten v svojo hižo javčič, a k njemi pride miš, pa je mi veli: ti samo spi, zjutra bo vse vredi. I on zaspi i vidi zajtra, da je dobro vse. A grof pride, pa je videl, da je tako kak zapovedano, pa je mi da 100 rajniški. A kak sta ta oviva brata videla, da je pavčino, ide pa 3-krat grofi najstarejši brat, pa jim veli: moj brat zna in more v 1 noči napraviti z vojska cerkev. Na to da ga grof pa k sebi pozvati, pa je mi veli: ti v mojem dvori
Moraš mi do zajtra z vojska cerkev napraviti. A če napraviš, dobiš pasta rajniški. A če ne, te boš pogubljene. A na to je on odišel v svojo hišo, pa si je mislil. Zdaj moram oditi, da tavšči niti ne mrem. A mojega brata tak na me ne mrzita. I tak se je že odpravil, da je štel oditi. A včela pa pride k jemi, pa mi veli. Ti samo spi, zajtra bo vse napravljeno. I on je odišel spat. I do zajtra je bilo vse gotovo. I on dobi za to stav rajniški. A oviva dva starejšiva brata dal je bujti njegoviva. A te so prišle vse životinje, pa so štele grad obrnavti. A v njegov hlapec, brat oniva, šteriva je bujo, on je samo mogel obraniti, da ne bi grad porušile. A on ne je štel, dokaj čem je grof ne je upečal celo imaje. I grof je tak postal njegov hlapec, a on grofov vert, pa je dobil tak celo grofovsko imaje. S pripovedavanjem povestic se je ohranil naš jezik. Z toga je zrasla naša modrost, štera se zdigavlja kak modriš pod nebov. Ja, pravim vam, jaz sem dejte slovenske krajine. Jaz sem dejte slovenske krajine. Slovenci v slovenski krajini so od nekdaj slovenske pesmi spevali. Te pesmi so bile vsakojačke, tužne, kdaj srce je javkalo, pa vesele, kdaj se je radostilo. Spevali so pridele, pa spevali so podele. Spevali so v cerkvi, spevali so po križu potjaj, dosta so spevali, pa se radostili življenje. Spevljamo še gnjazden, da spevljamo, srce nam strpeče, oči nam žarijo kak zlato sonce. Naša pesem je sigdar mlada, naša pesem boža srce, naša pesem nosi radost. Poslušajte, pa povejte, če ne je tako, kak vam pravim.